Večer. Ja, nocoj smo se zbrali v nekoliko nenavadnih, izzivalnih okoliščinah, pa vendar sem prepričana, da bo večer čudovit, večer za spomine. Zato, ker je z nami avtorica knjige Nekaj vam želim povedati. Cenjena gospa Vlasta Nussdorfer. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na odru, spoštovana gospa Vlasta Nussdorfer. Tako zelo se veselim vaših besed, da to kar težko opišem. Še pred vašimi besedami pa bomo prisluhnili besedam gospoda Mitje Čandra, direktorja založbe Beletrina. In naj vam izdam skrivnost, ki jo boste lahko prebrali tudi v knjigi, da je ravno gospod Čander prižgal prvo iskrico za to knjigo. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod varuh človekovih pravic, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovana in draga Bernarda, draga gospa Vlasta, vsem lep pozdrav na danes prav posebnem dogodku. Kot je že Bernarda v uvodu povedala, vsi ste izjemno dragoceni, kajti krepko vstopamo v nek negotov čas, v čas, v katerem težko vidimo nekako luč na koncu tunela, a vendarle moramo vse skozi upati, da ta luč obstaja in da je blizu. Čas, v katerem živimo, je čas stopnjevane agresije, nestrpnosti, netolerantnosti, egoizma, pa tudi čas človečnosti, razumevanja, empatije. In na vseh nas je, da ta pozitivni človekov element prevlada nad temo. Zato sem izrazito počaščen, da nam je gospa Vlasta Nussdorfer zaupala svoje doživljaje, svoje misli, kot osebnost, ki smo jo vsi, ki smo spremljali nekako od strani njeno delovanje, vselej povezovali s prizadevanjem za najranljivejše v naši družbi. In včasih te novodobne kuge bodo prav najranljivejši na izrazitem udaru, veliko bolj, kot bi bili v nekih relativno normalnih razmerah. Dovolite mi, da gospe Vlasti čestitam za njeno odlično knjigo, pa tudi dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem sodelavkam in sodelavcem Beletrine, ki so letos ostali skorajda brez dopustov, kajti zavedali smo se, da moramo enostavno v teh nemirnih časih delati. Da moramo biti z vami, da moramo izdajati knjige, da moramo organizirati dogodke in festivale, da moramo ponujati digitalne vsebine in da moramo pomagati pri tem, da skupaj prebrodimo to krizo. Zato hvala, kolegice in kolegi, kajti danes je verjetno zadnji dogodek za nekaj časa. Še enkrat pa iskrene čestitke današnji slavljenki. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani gospod Mitja Čander. Začela pa bom z besedami, ki so kot prve zapisane v knjigi Nekaj vam želim povedati gospe Vlaste Nussdorfer. Za vsakogar mora obstajati nekdo, kateremu lahko zaupa, da se mu lahko zaupa, ko mu je težko. Za vsakogar mora obstajati nekdo, ki ga razume in posluša, ko mu je zmrznjena duša in mu je v srcu slabo. Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave, ki bi jih najraje izbrisal iz glave in mu lahko pove tudi to, kar ni povedati lahko. A pogovarjanje je za človeka še bolj pomembno kot obleka in hkrati danes redka stvar, za katero ni potreben denar. Pogovarjanje ni le za zabavo. Zdravilno je tudi, ko imamo težavo in se v lastnih mislih dušimo, dokler jih z nekom ne delimo. Pogovarjanje je bližina in toplina. S pogovarjanjem smo družina in skupina. S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, s pogovarjanjem smo mreža, tudi zunaj interneta. Gospa Vlasta Nussdorfer, zakaj ste izbrali pesem Andreja Rozmana Roze kot uvod v vašo avtobiografijo?
Spoštovani, cenjeni in dragi. Tudi jaz bi vam rada izrekla dobrodošlico, tako kot naša draga Bernarda, ki mi je res pri srcu, torej vsakomur od vas, ki je prišel prav v teh časih na ta dogodek. Veliko veselje mi je. Žal vas vseh niti ne vidim, a vem, da ste na varni razdalji drug od drugega. In zato še lažje sedaj, čeprav sem to pesem Bernarda izbrala lansko leto, ko sem začela pisati knjigo, bil je julij, 11. julija sem izbrala, ne vem zakaj. In takrat se mi je ta pesem, vedno pridejo pesmi kar same k meni, imam veliko knjig, pogledam in že je prava na prvi strani. Ta pesem se me je zelo dotaknila, mislim, da tudi vas. V teh časih, ko lansko leto nismo mogli niti razmišljati o njih, pa mislim, da je pogovarjanje še veliko več. Pa ne tisto preko žice, pogovarjanje pa čeprav z razdalje 2 metrov. Je težje, vendar to je tisto, kar ti daje nekaj več. Kaj ti, ko se z nekom pogovarjaš, se lahko odpreš in on tebi. In tako sem se tudi sama v knjigi Bernarda. Ja, zares iskreni ste bili v knjigi in gospe in gospodje, cenjeni gostje, meni se je zdelo, da se knjiga bere kot pretresljiva drama, mestoma oziroma kar na več mestih, tudi kot napeta kriminalka, vse skozi pa iskrena, iskriva izpoved in pripoved, ki vliva upanje, ki žari moč in sije optimizem ter potrjuje, da je ljubezen močnejša od sovraštva in da dobro lahko premaga zlo. In takšno oziroma podobno je tudi vaše življenjsko vodilo, kaj ne? No, sama res nisem razmišljala, da bi bila knjiga podobna kriminalki, zato jo morate prebrati, da ugotovite, ali se Bernarda moti ali ne. Nisem mislila na življenjsko vodilo, ko sem govorila o kriminalnih plateh te vaše avtobiografije in vsega, kar ste doživeli, pač pa na to, da zares v vsakem človeku, v vsaki situaciji znate najti dobro, da znate odpustiti, tudi ko je hudo, in tudi pri ljudeh, za katere se zdi, da so vas v življenju najbolj prizadeli, znate kljub tej bolečini reči, pa je vendarle tudi nekaj dobrega v njih. Mnogi v tej dvorani si lahko že predstavljate osebe, ki jih je na takšen način opisovala gospa Vlasta. Pa vendarle bova začeli pri otroštvu. Mora biti malo skrivnosti, ja. Ne Bernarda. Tudi vašo avtobiografijo seveda začnete na začetku, pri otroštvu in pokažete nam 2 dragoceni fotografiji. Fotografijo mame, ki vas je rodila in mame, ki vas je vzgojila. Vidite, to je velikanska skrivnost. Nikoli o njej nisem govorila in vendar imeti 2 mami ni kar nekaj navadnega. Ko boste začeli brati knjigo, boste ugotovili, da sem imela veliko ljubezni, vendar prav posebno življenjsko zgodbo. In najbrž, če ne bi bila taka na začetku, tudi ne bi zmogla vsega, kar je sledilo. In veliko o vas pove tudi to, koliko dragocenih vezi ne samo vzpostavljate v življenju, pač pa jih tudi ohranjate. Nocoj bodo z nami svoje misli delili tudi nekateri sopotniki v življenju gospe Vlaste Nussdorfer in predlagam, da najprej prisluhnimo mislim gospe Silvije Mozetič, prijateljice in tudi nekdanje novinarke Radia Koper. Poglejmo. V izbrani družbi ob stricu in teti je tudi Vlastica, nevsakdanji otrok. Žal besede ne zmorejo tega, kar bi lahko uokviril umetnik v portretu in likovni izpovedi, kjer bi zajel magičnost otroške duše, veselega, srečnega otroka, zvedavo živahnih oči. Ona sreba malinovec in pozorno opazuje dogajanje v kavarni Loža in na trgu vse do Pretorske palače. Nič naveličanosti ali nejevolje, le rahlo čudenje. To je ona, nenavadna in izstopajoča iz okolja.
Silvija Mozetič, nekdanja novinarka Radia Koper. Ja, Nenavadna in izstopajoča, odvedno in zavedno, ne? ampak pomislite, da sem bila tako mirna in pridna, niti sama ne vem, pri 5-6 letih. Takrat sem spoznala to novinarko, vidite, in novinarji so mi bili nekako usojeni. Ko so prihajali kasneje, so spraševali, a se je treba na nje pripraviti. Ne, ker ko sem imela 5 let, sem že spoznala prvo novinarko. In povabila me je celo v oddajo, morda sem imela 7-8 let, seveda sem zelo slabo brala, ker veste, zdaj prihajajo otroci že z porodnišnice, skoraj berejo. Takrat smo bili drugačni, ko smo vstopili v šolo, so rekli, da ne smeš nič znati, ker potem se boš dolgočasil. Imela sem 8 let, povabila me je na radio, imela sem intervju, ne vem kakšen, tega se res ne spominjam. In takrat so mislili, da sem to, kar sem povedala, prebrala, pa je bila resnicoljubna in je rekla, veste, lepše govori, kot bere. Gospa Vlasta, iz tistih časov je še ena iskriva zgodba opisana v vaši knjigi in sicer, če želite jo povejte, v izobilju ali pa zgolj nakaževa. Naj vam povem, gospe in gospodje, cenjeni gostje, da je gospa Vlasta Nussdorfer že kot zelo, zelo mlada deklica delala red na sodišču. Ja, zgleda, da mi je bilo malo usojeno, no. Res je, ne vem zakaj, ampak zelo sem si želela iti na sodišče. To je bila taka skrivnostna hiša, temna, ne vem, če je bila res tako temna v Kopru. In tako sem strica, ki je bil sodnik, preprosila, tete ni bilo doma, sicer se to ne bi nikoli zgodilo. Seveda sem mu obljubila, teh obljub se nisem vedno držala. Rekel je, da sem lahko v dvorani, čeprav bi me najraje zaupal, ker stroje piskam, ampak nisem se dala. Obljubila sem, da bom tako spredaj zelo pridna. Ampak ne vem zakaj, mogoče so bili to že zametki varuhinje šibkih. Moj stric se mi je zdel tako nemočen. Odvetnika sta vpila, drug na drugega, mogoče tudi nanj. In takrat se mi je zdelo, da moram pomagati temu človeku, ki je nenazadnje meni tako blizu, pa tako ubogi v dvorani. Pozabila sem na vse obljube, na svete, skočila sem z tiste klopi in kar zavpila, tišina v dvorani, ubogajte strica, ker je sodnik. Seveda, smehu ni bilo konca, nikoli več do 2. letnika pravne fakultete nisem odšla na sodišče. Gospa Vlasta, ja, to si zasluži aplavz. Vaša zgodba, vaša življenjska zgodba bi se marsikakšnemu psihologu, psihoanalitiku, terapevtu lahko zdela tudi travmatična. Glede na to, da ste iskreno povedali, da ste imeli mamo, ki vas je rodila in mamo, ki vas je vzgojila in da to ni bila ista mama. Vi pa se mi zdi, da ste znali iz tega potegniti same biserne modrosti. Ja, če imaš okoli sebe ljudi, ki te imajo radi, če se počutiš sprejet, vidite, greš celo na sodišče in kakšno ušpičiš, potem ni razloga, da bi koga obsojal in da bi ti bilo hudo. Očitno sem bila kar dobro opremljena ali pa so me opremili. Trda vzgoja, delavnost, pridnost, sicer sem pa kdaj tudi kakšno ušpičila, o tem več v knjigi, ne? Ampak to so bile take prijetne zadeve. Res je, nikoli se mi to ni zdelo hudo in ko sem včasih poslušala ljudi, za kakšne malenkosti jamrajo, pa sem si rekla, saj ne morem pripovedovati, vendar vi ste pa res slabo opremljeni za življenje. Čisto mala stvar, pa jih je vrgla iz tira, popolnoma. Meni se je to, kar se mi je dogajalo v otroštvu, res poznalo celo življenje. Veliko preneseš, ločiš dobre in slabe. Slabi, mislim, da kar hitro odidejo od tebe, dobri postanejo še boljši in zato imam izjemno veliko ljudi, ki ste mi blizu. Ni se treba za to truditi. Tak si in to ljudje vidijo. Ne moreš igrati celo življenje. Saj smo vsi sicer neke vrste igralci, vendar vsaj v nekaterih vlogah pa vedo, ali je to resnica, ali je to tvoj nastop.
In če ste začeli hoditi v šolo v Kopru, ste potem šolo nadaljevali v Solkanu in nekaj svojih misli so nam zaupali tudi sošolke in sošolci 5. B razreda osnovne šole Solkan. Spoznali smo jo kot umirjeno in urejeno dijakinjo, ki je ljubila predvsem družboslovne predmete. Vedno je izrabila možnost, da je šepetaje pomagala sošolcem pred tablo. Bila je varno skrita za večjo sošolko v prvi klopi pri vratih. Hitro smo se naučili brati iz njenih ustnic. Vsa njena dejanja in odnos do sošolk in sošolcev so jo pokazali kot socialno, občutljivo dekle, ki hitro začuti drugačnost ali šibkost človeka. Tudi danes je ženska, ki jo moraš imeti rad. Sem zdaj brala z vaših ustnic in prebrali smo tudi na platnu. Ne? To ni osnovna šola. Smo preskočili osnovno šolo, ne? In šli v gimnazijo, v Novo Gorico. Najlepša hvala za te misli doktorici Mirjam Bon Klajnšček, ki je bila vaša gimnazijska sošolka v Novi Gorici, kot sva že rekli, in pa tudi poslanka Državnega zbora med letoma 2014 in 2018. Naj pa povem, da so sošolci iz 5. B razreda tudi imeli same izjemno dobre besede o gospe Vlasti. Zdaj pa sva že v gimnaziji v Novi Gorici, ki vas je tudi pomembno zaznamovala, in recimo v tem obdobju v svoji knjigi zapišete eno zgodbo in potem pripišete: o tej zgodbi možu in otrokoma nisem nikoli pripovedovala. Prvič jo bodo prebrali v tej knjigi. In še več takih zgodb je, ne, v tej knjigi, o katerih niste nikoli nikomor pripovedovali, kaj šele tarnali. Ja, zagotovo, če pripoveduješ take zgodbe, potem ljudje pričakujejo, da se jim smiliš. Meni se to ni zdelo potrebno, vendar ko pišeš avtobiografijo, pa že moraš tudi to napisati, ne? Zakaj recimo nikoli niste v neštetih intervjujih, ki ste jih imeli in jih imate v življenju, povedali kaj tako iskrenega, kot zdaj razkrivate v avtobiografiji? Ja, to pa zato, ker sicer sem že videla naslove, samo o tem pisalo. To pa ni vredno. Jaz sem želela, da bi tedaj, ko sem bila na kakšnem položaju, pisali o mojem delu, o tem, s čim se ukvarjam, ker predstavljala sem si nek naslov, ki bi klical potem po dodatkih, vprašanjih. Res ne. Zdelo se mi je pomembno, ko sem bila tožilka, da se v delu na tožilstvu govori v zvezi s spisi, obravnavami kot varuhinja enako. Tako da, poglejte, ko začneš s takimi zgodbicami, veš, da boš sicer pritegnil javnost, ampak nikoli ni prepozno. Torej, zdaj boste lahko vse to prebrali, kar je sila zanimivo, celo zame, moram reči na nek način, celo kar terapevtsko. Ko sem vse to brala, sem rekla: vidiš, če bi prej o tem govorila, pa bi rekli: božca, ti se mi pa kar mal smiliš. Ni potrebe. Ni potrebe, da bi se komorkoli smilila, jaz sem to zelo lepo preživela, sem bila dovolj močna, sem pa seveda zaradi vseh teh svojih izkušenj lahko vstopila v življenja mnogih. Ko so mi pripovedovali zgodbo, sem jo razumela, čutila, jim znala pomagati. Torej, ravno kot varuhinja se mi je zdelo, da sem imela toliko lastnih izkušenj z različnih področij, da to, kar sem ljudem povedala, je bila res tista resnica in najboljši nasvet. Kajti, če sam marsikaj doživiš, potem lahko tudi ali sočustvuješ z nekom, ga bodriš, mu daš moč. Marsikdaj sem ljudem tudi kakšno življenjsko resnico zaupala. Zdaj, koliko se jih je dotaknilo, ali so spremenili način življenja, ali so mislili: ona kar nekaj predava. Večkrat, veste, sem slišala: blagor vam je tako lepo. Vi ste šli, vi ste poleteli, ven so bili položaji položeni, kar drug za drugim, napredovali ste. Jaz sem velikokrat poslušala ravno o tem: joj, kako gre vam lepo v življenju, zdaj ste pa že vrhovna, pa sem bila po, ne vem, 25 letih ali pa še dalj, ne, 30 še več. To se pravi, da poveš na koncu lahko svojo življenjsko zgodbo.
Jaz sicer občudujem tudi tiste, ki jo napišejo pri 30, vendar bodo morali še kakšno ali pa dve, ne? Ja, vi tudi, gospa Vlasta, vi nikakor niste pri koncu. No, sicer veste, kaj vam bom povedala. Da jaz lahko, gospod Čander, ste tam, a ne, jaz lahko že napišem kar novo knjigo o tem, kako je moja nastajala, pa kako pravzaprav ste prišli v to dvorano. Zato, ker tudi to je bila kar ena zanimiva izkušnja, nikoli si nisem mislila, da bom sedela na odru Galusove dvorane, da boste tu vi, ki vas skoraj vse poznam, in da bo pravzaprav taka razdalja, da boste v maskah, to pa pravzaprav si nikoli nisem zamišljala, ampak, Bernarda, sem pa res na začetku, ko sem napisala knjigo, rekla, pa kje bom jaz toliko ljudi imam spravila v eno majhno dvorano. To bo treba kar ponavljati to. In takrat mi je dobra Eva iz Beletrine tako nekako rekla, malo je tudi ona vizionarska, veste, tam so zlata dekleta. Je rekla, veste kaj, za vas po moje bo kar Galusova. Ampak se veste, Galusovo napolniti, no mislim, nisem pevka, ne znam ne pet, ne nastopati, ne plesati, nekako, kje to ni možno. Ampak glejte, ko si nekaj zelo želiš, tako da vi si kar želite, ampak resnično, ne smete s kakšnimi zli nameni, ampak sem rekla, saj, ne bi bilo slabo biti v Galusovi, a ne, enkrat, da sediš na odru in da je še predsednik tukaj, pomislite. Ne, to res si ne moreš misliti, da se ti bo zgodilo, ampak meni se je velikokrat v življenju zgodilo ravno to. Čisto to ni v knjigi ni tisoče zgodb. A veste, jaz tudi ven smo jih veliko vrgli, ker bi bila predebela, kdo bi jo potem bral, pa bi rekel, ta si pa malo zmišljuje. Ampak enkrat me je moj šef, takrat Fišer, ker sem živela blizu pravzaprav SCT-ja, ki je še deloval, in ne bomo zdaj o tej zgodbi govorili, rekel, a bi ti šla malo pogledat, kje bo tožilstvo nekoč, ker imajo že maketo. In jaz sem šla in gledam to maketo. To ni v knjigi, vidite, še malo več boste dobili nocoj. To bo v naslednji knjigi. No, in gledam maketo in rečem, tožilstva bo tukaj, a veš, da tukaj bi bil pa en lep blok, pa da bi jaz tukaj živela, ne bilo slabo. Točno tam tudi živim in tožilstva tam ni, ne. Tako da, glejte, kar želite si. Gospa Vlasta, kaj ste si pa želeli v gimnaziji, oziroma kaj mislite, da bi gimnazijka Vlasta zdaj rekla spoštovani gospe Vlasti? V gimnaziji je bilo kar hudo. Jaz ne vem, enkrat sem prebrala, mi je bilo kar tako malo milo, da je predsednik, ne vem, bil tak odličnjak v isti gimnaziji, no. Jaz sem imela na maturi sicer, da povem, 2 4, 2 5, ampak to ni odličen čisto uspeh. Sami izjemni ljudje ste hodili v gimnazijo v Novo Gorico. Ja, no, vidite, kar. In glede na to, kako čudovito izgledate, če ne bi vedele, katerega leta ste rojeni in katerega leta je rojen gospod predsednik, bi vas vprašala, če ste bila sošolca. Zdaj pa on ne bi bil vesel. Ampak to bi vprašala tudi, če bi imela pogovor s kom kaj mojih let. Ampak je hodil malček za mano. Se veste, pri ženskah je dovoljeno tudi se malo zmišljati, ne. Tako da, ja, v gimnaziji sem pa razmišljala res veliko o pisanju, rada bi bila novinarka, so me takoj zatolkli, rekli so, da novinarji, ne vem, koliko jih je tukaj, mladi umirajo. Da je to tako težek poklic, vidite, to je pa tisti vpliv staršev in bližnjih. Ne, novinarka ne moreš biti, veš, koliko mladi umirajo, to je zelo težko. Gospa Vlasta, zdaj hitro povejte po vizionarsko, da v Sloveniji dolgo živijo. Ja, ne, sej to je bilo tako, da so me odvrnili. Potem sem razmišljala res, da bila zdravnica, ampak dobro, da nisem. Jaz po moje ne bi nikoli šla domov iz tiste bolnice ali zdravstvenega doma, bi delala po noči in po dnevi, bi bila sicer najbrž zdravnica leta, kdaj mogoče, ampak jaz bi tam preživela dneve. Hodili bi vse ure, a veste, tako, ko so hodili k meni po kakšne nasvete, tako da boljš, da nisem, če bi slučajno bila kirurginja, bog ne dej se, to so v glavnem moški, pa ne bom zdaj rekla, da tudi ženske niso sposobne, ampak veliko je moških in želijo biti kirurgi in bi koga operirala, jaz ne bi šla domov, dokler ne bi bil tako v redu, da bi šla kar skupaj domov, ker bi me tako grozno skrbelo, da se kaj zakomplicira. No in poglejte, potem končaš na pravu. Ampak mi je všeč. Ne bi, zdaj, če razmišljam, pa to, sem rekla zdravnica, jaz pa krvi ne bi rada gledala.
Joj, koliko sem jo videla kot dežurna tožilka, umori, smrtne prometne. Samo en delček povem, to je pa tisti delček, ki ste rekli, mal kriminalka, enkrat na enem ogledu, a ne, pa ne mislim vas zamoriti, ampak pač tudi to je malček v knjigi. Na enem ogledu smrtne prometne predstavljajte si zimo, -15 stopinj, pa 4 mrtvi. In ko so jih dajali v te krste, sem vse pogledala zelo natančno in so vsi bili enako oblečeni. Črne obleke, bele srajce in črne kravate. Nikoli tega ne bom pozabila. Če bi bila slikarka, bi to narisala, ampak to je nepozabno. In rečem čisto tiho, ja kaj pa je s temi? Pravijo, ti grejo pa so šli s pogreba. To, glejte, ko bi človek vedel, ko začneš študirati pravo, boš preiskovalni sodnik, tožilec ali pa v spisih kot kazenski sodnik to videl, bi se zgrozil. Torej, tista kri, ki sem jo hotela ubiti kot zdravnica, se mi je zelo vrnila. Res. Tega je pa kar nekaj v knjigi in tukaj ima Bernarda prav, te zgodbe so težke. In če po tej težki zgodbi se spomneva ene lepe, ne, v tem svojem gimnazijskem poglavju ob eni zgodbi na koncu napišete, gotovo je to najbolj nenavadna zgodba moje mladosti. Jo poveva zdaj ali naj jo preberejo? Ne, to pa ne bova zdaj povedali. Je pa romantično, vam moram povedati. Ta je pa res nenavadna in jo morate prebrati, ampak prosim ne preskakujte in jo iščite, ampak berite počasi, ker samo če boste od začetka brali knjigo, boste prišli do te zgodbe na poseben način. Sam to bi vas še vprašala, se vam ta zgodba zdi romantična ali bi kakšen drug pridevnik dali? Ne bi rekla, da je romantična. Lahko bi bila romantična, pa ni bila. Aha. Sem povedala v redu? Ja, jaz pa vam povem, da jo najdete na strani 68. Spoštovana gospa Vlasta, pa vendarle, da vam je bilo v vašem poklicu večkrat težko, pa poglavje, kjer pišete o študiju, napišete z naslovom Prava odločitev za pravo. Ja, je kar bila. Če zdaj pogledam nazaj in če bi izbirala, jaz sem se celo upisala tudi na novinarstvo na začetku. Ampak tudi tukaj se je usoda malo poigrala z menoj, nekoga sem srečala, ki je tako malo zlobno rekel, kar pravo študiraj, potem boš tudi pisala, če boš pa novinarstvo, boš morala pa samo pisati. Pa ne zaradi njega, no, ampak na vse zadnje sem se dobro odločila, ker kot vidite, res lahko tudi pišem. Ja, in pripovedujete. In med študijem ste zelo kmalu spoznali tudi svojega moža. Ja. Vnuku je bilo, ne? Kot prava intelektualka. Saj mož je v dvorani, pa naj si misli, kar hoče, a ne, ker si lahko. Jaz sem šla iz Gorice po svobodo. Jaz sem rekla, ko grem v Ljubljano, se mi bo nekako vse odprlo in bom uživala. Zato tista zgodba ni tako romantična, o kateri ste govorili, ampak to je usoda. Takoj pravzaprav zelo kmalu v prvem letniku sva se spoznala. Ja, ampak bom rekla, ker ob tem, ko pišete, kako ste spoznali moža, uporabite tudi besedno zvezo za las. Zdaj ste pa že preveč povedali. Ja, šlo je za las. Ampak preberite, pa nad strani povedati. Ne bom povedala strani. Ja, in naj povem, da je gospa Vlasta diplomirala v zares rekordnem času, neverjetnem, v 3 letih, 11 mesecih, brez absolventskega staža. Ampak zato je zaslužna moja Andrejkica, ki ima zdaj že toliko leta, ne, da ko me pogledajo, rečejo, jaz kar malo zmanjšam njeno starost. Veste, imela sem jo skoraj kot otrok, ne. In potem rečejo, koliko imam staro hčerko in rečem, ja, je pa že kar, pravijo, 30, je imela 30, rečem, no. Tako, veste, enkrat me je klicala k varuhu ena gospa, no, čistko, da povem, tudi to ni v knjigi, ne. Bila je pri meni na pogovoru in potem, veste, sva se tudi malo v družini in sem jo vprašala, je rekla, da je sin šel doma, sem kako je pa star, ampak to je bilo tako vljudnostno, ne, se jaz tega podatka nisem rabila. Mašilo, bomo rekli, in ona pove neko starost, ki sploh si jo nisem zapomnila, vem pa, da je bilo tako 30 ali kaj več.
No, in gospa je šla domov, imela je veliko drugih stvari za povedati in kar naenkrat spet kliče in reče naš receptor, gospa, ki je bila prej pri vas, hoče z vami govoriti. Kaj veste, sva se vse pogovorili, ne, ustraja gospa, da bi z vami govorila. Se kaj prav, jo pa vešte. In reče, gospa Nussdorfer, jaz sem celo pot premišljevala. In ko sem prišla domov, sem imela tako slabo vest. Vi ste me vprašali, koliko je moj sin star. A veste, da sem se jaz zmotila? Jaz sem povedala, recimo, ko bi rekla 34, on, veste, je pa že 37. Recimo. Pa sem rekla, joj, gospa, in zato me kličete. A veste, kolikrat jaz ponaredim od mojih otrok, enkrat so stari toliko, drugič malo tako, vedno pa okrog 30, ker to je še kar lepo, ne. So bili pa tudi manj, no. Ampak vidite, zato sem diplomirala tako hitra, ne vem zakaj, ampak vedno sem bila skoraj prisiljena. Lahko bi vlekla. Ja, lahko bi recimo, pravosodni izpit, ne, ste naredili v 9. mesecu nosečnosti, zato je zaslužen pa sin. Ja, vidite, tudi ta se je revež. Morali bi biti zelo, zelo, zelo načitani, a ne otroci, če se to učiš noč in dan, najprej za diplomo, potem pravosodni izpit, ja res oba, tako srečno rojena, ne, zelo zgodaj. Hvala lepa, hvala tudi za nasvet, da ni nič narobe, če kdaj prikrojimo svoja leta. Jaz bom tudi za zmeri 30, pa bom rekla, da ste vi rekli, da je to v redu. Veste, ta leta je zelo težko sešteti, kdo je koliko star, čistočno, veste. Zdaj smo leta 20, ne moreš vsako leto študirati. Edino, kar sem pravzaprav pa zelo natančno študirala, to je bil pa 14. leto na tožilstvu, a ne, tisti moji kolegi, ki ste delali na mladoletniškem oddelku, in sodniki veste, kako zelo pomembno je 14. leto. In takrat smo prav s prsti študirali in šteli leta, a ima že nekdo 14 let, ker tam je postal seveda odgovoren kazensko. In jaz sem bila tako grozna pod vtisom tega 14. leta, veste, takrat začne otrok sam odgovarja, lahko greš sicer z njim malo na center pa sodišče, ampak če kaj v špiči, je čist drugač, ni ta prav otrok, ne, tisti pod 14. In ko je imel moj Peter 14 let, sem jaz stopila v njegovo sobo in sem rekla, Peter, danes si postal kazensko odgovoren. Vse najboljše. Še na njegovi poroki so to vrteli in je bila resnica. No. Ja. Ja, gospa Vlasta, potem pa ste postali tožilka. Ja. In to zelo kmalu po rojstvu Petra, ne? Ja, to je bilo zelo, zelo hitro, pravzaprav pred Petrom, ker tožilka sem sicer postala res po Petrovem rojstvu, ampak na tožilstvo sem pa usodno prišla res takoj po Andrejinem rojstvu. 5 mesecev je bila stara, takrat niso bili časi, pa v tem tudi lahko berete, je zelo zanimiv moj prihod na tožilstvo, lahko bi bila sodnica, lahko kaj drugega. Ampak usoda je hotela, res je, šla sem, potrkala na ena vrata in ta vrata so bila zame usodna. No in potem res tudi, kasneje sem imela srečo, da so me sprejeli, torej lahko bi ostala tudi brez službe, ampak po pravosodnem izpitu sem tudi takoj prisegla, Peter je imel 2 meseca, nisem šla seveda v službo takrat, ampak na prisego pa. Vi ste rekli, da ste imeli srečo, da ste dobili službo. Jaz bi rekla, da so tudi oni imeli srečo, da ste vi prišli v službo. No, ne vem, ko bodo knjigo prebrali, če bodo vsi tega mnenja. Ja, se bojite, da boste koga hudo razjezili? Ne, veste, kako je, tako bom rekla, vse je res. In avtobiografija mora biti resnična in tako, kar rečemo, tožilci imamo dokaze. Ja, pišete s konkretnimi imeni in priimki? Ja, težko bi si izmišljevala, ne, da bi dala neka izmišljena imena, če so nekatere osebe tako javno znane. Ne. Ampak tudi pri tistih najdem kaj dobrega. Ja, pri vsakomur najdete nekaj dobrega, ne? Tako da ga potolažim. Ali na začetku, pa je pa malo slabo, ali pa na koncu rečem, no pa se je šlo. Pa se vidite, preživela sem vse to. Izkril se mi zdi en stavek, ko opisujete, kaj hudega ste doživeli zaradi ene osebe v knjigi, pa rečete, no pa se je tudi ona imela kakšno dobro lastnost.
Ja, to pa res. To sem pa celo napisala. Porodila se mi je ta misel sicer zelo pozno, šele ko sem bila varuhinja, da sem začela razmišljati o njenih pozitivnih lastnostih, ki jih vsak ima. Ene prevladujejo, tudi okoliščine so morda primerne, pa se bolj izkažejo, ampak vsak ima dobre in slabe lastnosti. Tudi najbrž ni enak do vsakogar, a veste, nekomu si zelo simpatičen, drugemu nisi. Tako da ne moreš pravzaprav vsakega kar obsojati, ima tudi mogoče razloge za to, da je tak, morda prav proti tebi. Veste, ne vem, v eni knjigi svoji sem pisala sem abecedo življenja. Pa so rekli, da bi pod vsako črko napisala o nečem. Prišla sem do črke F. Zelo sem razmišljala in se neka fovšija sicer ni en lep izraz in se bodo zmrdovali, ampak jaz ne morem počakati do zavisti, ker je šele črka Z. In sem kar pod F napisala fovšija, ker če bi pri nas gorela, glejte, noben gasilc tega ne bi pogasil. In to fovšijo na F ste vi fajn doživljali v življenju, ne? Ja, moram reči, da kar, no, doskrat. Ampak veste, kako je. Včasih je še huje za tiste, ki so taki, ki imajo te lastnosti, ker bolj trpijo kot ti. Ti lahko pravzaprav gledaš, uživaš in rečeš, ja, če želite trpeti, pa trpite, a ne? Ne bom se prav zaradi tega spremenila. In tako greš naprej. Kajti zdi se mi, da ko ti prihajajo ljudje, ki niso pozitivni in dobronamerni nasproti, je pravzaprav zanje najhuje, če si sam dober in pozitiven. Če je nekdo zelo nasilen, ne, in pride recimo do tebe, no o tem ni v knjigi govora, sploh ne, pa si ti miroljuben, prijazen, se ne more verjeti, se on je čisto šokiran in reče, pa ta me mora udariti, poglej, ta je pa kar prijazen, se norčuje z mene, kaj je. In ti uživaš in vidiš, kako on trpi, ki bi rad, da bi se ti z njim spopadal. Zato pravzaprav so nekateri tako željni, ne, takoj navržejo neke, a pa si slišala, pa to je tako grozno. Pa rečeš, ma niti ni tako grozno. A ne, se ti ne zdi? Pa rečeš, ma ne, lej, so še hujši primeri. A da so? Meni se zdi pa ta najhujši. Pa rečeš, ne, pa on reče, ma kaj je z njo? Vidite, tako se tudi ljudi malo spreminja. In čeprav ste na tožilstvu doživeli marsikaj hudega, tudi grdega, pa tudi lepega. Pa točno to sem želela reči, ne? Tudi kaj za pod žanr kriminalke, detektivke in tako naprej, pa ste vendarle doživeli tudi mnogo lepega, stkali mnogo dragocenih, čudovitih vezi in zdaj bomo prisluhnili gospe Mirjam Kline, prijateljici in predsednici državnih tožilcev Slovenije, ki pa je tudi vrhovna državna tožilka. Vlasta je oseba z največ energije, kar jih poznam. Njena dobronamernost, pozitivna naravnanost in izjemna čustvena inteligenca so lastnosti, zaradi katerih sem počaščena, da me šteje med prijatelje. Lepo. Obe Mirjam sta tukaj. Prejšnja. Vedno rečem, hvala Mirjam, se mi zdi, da je kar včasih tako zelo preveč prijazna, res pove. Tako lepo je napisala za knjigo, da mi je kar kakšna solzica veselja šla. Tudi Mirjam Bon-Klanšček, ki je sigurno tukaj moja gimnazijska sošolka, kdo bi si mislil, da bo šla v politiko, najbrž tudi ne ve, kaj sem v knjigo napisala, se bi me morali biti malček sram, ampak glejte, no, jaz nisem pričakovala, da je ona poslanka. Bila je najhujša matematkarca v razredu. Naš Perne, a ne, gospod predsednik, ni ljubil prav preveč, mogoče zato ste imeli tako srečo, ni ljubil preveč žensk, razen Mime je spoštoval, ker je znala matematiko tako skoraj kot on. Medtem, kad drugač do fantov je bil pa, bi rekli, diskriminatoren, čist za varuha ali pa zagovornika načela enakosti bi bil. No in poglejte, naša Mima samo matematika. In tudi doktorira z matematike. In ko se srečujemo na 5 let, kje bi pomislila, da bo Mima nekega dne v parlamentu. In potem jaz pridem kot nova varuhinja na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti in tam je veliko ljudi. Pridejo tudi gostje.
In ker me je mima enkrat poklicala zaradi nekih otrok v gimnaziji ali v Novi Gorici, čistko, kaj naj naredi, sem mislila, poglejte, z Nove Gorice je prišla kot neka delegatka in nastopa, ampak tako nevarno je sedela med poslanci. In ker sem vedela, da je samo matematik in to odličen, sem se bala, čuden nič ne govori, ampak je pritisnila, ko je bilo treba glasovati za poročilo. Joj, se je zmotila. Pa se ni, ne. Potem me je objela, tega objema niso nikoli objavili, najbrž ga tudi niso imeli, ampak veste, kako bi jaz težko pojasnjevala, objema se s poslanko, bi pisalo, in to varuhinja. Kakšne zveze ima ona tam? Tako da naša mima nas je res vse presenetila, in potem sem jo kar srečevala in kaj, eno leto, takoj zatem, pomladi, je prinesla celo gajbico češenj k varuhu. Mi pa pod KPK-jem. In kak bi bil ta naslov? Danes gajbica češenj, KPK, zakaj? Vsi smo jih jedli in so bile zelo dobre, hvala mima. Ja, si zaslužijo aplavz češnje, gospa Vlasta, gospa Mima in vsi. Zares bogato je vaše življenje zaradi mnogih srčnih vezi, vaše družine in vaših prijateljev. V knjigi delite tudi marsikakšen nasvet z nami, ne? Kako stkati, tkati te vezi, da ostanejo in obstanejo. Tudi marsikakšen nasvet date recimo mamam, kako naj vzgajajo svoje sinove. In tudi iskreno priznate, da potem, ko ste postali babica, niste bili nikoli klasična babica. Ja, to je pa res. Jaz sem gledala te babice, a veste, res, tudi v dvorani vas je zagotovo nekaj takih, vas tudi poznam, pridne. Vedno dosegljive otroke pazijo do 3. leta in še čez vse vikende. Jaz pa tako zelo zasedena. Ampak sem rekla, poglej, sej ni vse v pogostosti stikov. Bom pa jaz takrat, ko bom imela vnuke, oziroma predvsem začela sem z vnukinjo trenirati ta način, kako si lahko dobra babica. Malo so mi namignili, da ona tako prav vsega tudi ne je. A veste, bila je en teden na morju, da je tudi zelo biti zbirčna. Jaz sem pripravila pa kar načrt za čisto vse. Tudi jedilnik. Pa je takoj pogledala, pa je rekla, to pa ne bo, jaz sekam, ampak naslednji dan pa bo že boljš. In tako se je sprijaznila z vsem. Dogodki, potovanja. Enkrat celo je bilo kar težko. Bila sem varuhinja, bilo je poletje, junij, nisem povedala, da jo bom imela zelo težko, ker če redko vzameš, pa še takrat rečeš, joj, sem zasedena, sem imela pa ravno seveda dan, junija vemo, 25. junij praznik in sem padla v strašno zagato. Kaj narediti z Bogolarom, ko so same državne proslave? Nič, sem poklicala, sem rekla, se je dalo, kako noč spraviti, ne. In je prišla, je bila z menoj kar cel popoldne in cel večer, sicer ne čisto ob meni, enkrat je bila pri diplomatih v državnem zboru, so jo sprejeli, potem na proslavi je bila tam v 3. vrsti, sem zelo pazila, da jo ne bodo v grabu, a veste, si babica, pa te skrbi, a ne? Pa tožilka, ki pozna mnoge zgodbe. Pa sem pogledovala in glejte, je še to doživela, tako da midve sva skupaj doživeli veliko stvari, zato ker sem se tako pripravila, da sem ščekirala vse, kar se je dogajalo in sva letali od mačje kavarne na Bolšak, pa z Bolšaka na Ladico, pa drug dan. Vse to, kar nekako doma niso nudili, so ji nudili pa marsikaj drugega, pa sem rekla, pa vlak, pa sva se peljali s črnim vlakom, pa sva se z normalnim vlakom v Litijo. In to je nepozabno. Tako da tam sem malček nadoknadila. No, pri vnuku sem pa enkrat celo doživela in tak hladen tuš sem ga šla iskat, prej nisem smela, ampak so rekli, da ob 2:30 pa lahko dvignem. Imela sem dopust in jaz lepo jo marširam tja proti vrtcu in me ustavi en gospod in reče, kam pa kam, varuhinja? In povem, resnico ljubno, si lahko bi šel za mano, lahko, kaj se češ zlagati, jaz grem pa vnuka v vrtec. Je pogledal na uro prav pred mano in je rekel, blagor vam, imate pa dobro službo, že ob 2:30 greste po vnuka. Joj, veste, sem na dopustu.
Tako da sem ugotovila, da si moraš kar en list, bi si morala napisati, povsod sem na dopustu. Te vidijo na trgu, rečejo, ta služba ni kar tako, a veste, ona se tam šeta. Tako da to tudi, ta prepoznavnost ni vedno zelo pozitivna, ne? Se zgodi, to najbrž ste tudi vi deležni, da se moraš kar tudi malo opravičevati, ne? In tudi kdaj je tudi kaj zelo narobe napisan, ne? Recimo, zelo sem se enkrat zamerila možu, ker mi je pravzaprav dal en plašč od ene svoje tete, ki je zelo cenila ta krznen plašč. Ampak jaz nisem smela ga nositi, ker se mi je zdela, veste, toliko je bilo teh protestov, vsega to bom šla po cesti, pa še zelo težek je bil, ni bil tisti sodoben, lahek plašča, ne. Me je kar k tlom vleklo. No, ampak tudi bil je pa dragocen, jasno. In nisem ga nikoli nosila. In si jaz kupim tak lahkoten, umeten plašček. In me premalajo v eno revijo in pišejo, gospa naj bi bila ljubiteljica in zaščitnica otrok, ampak pri živalih ji pa pravzaprav nič ne gre, koliko ubogih živalic je umrlo za njen plašč. In potem smo morali demantirati, ampak veste, kdo to prebere? Mogoče so brali prvo, pa ne druge. Tako da ja, cena vseh teh pojavnosti je velika. Kaj šele, če bi kaj več povedala o sebi? Ste pa zdaj v avtobiografiji. In tako lepo ste govorili o vnukini Lari, pa predlagam, da zdaj prisluhnemo še njenim mislim. Moja babi Vlasta je zelo dobra in prav posebna oseba. Vedno verjame vame in me tudi vzpodbuja. Že kot majhno punčko me je vozila na razne prireditve in dogodke, kjer sem spoznala veliko zanimivih ljudi, ki so imeli različne življenjske zgodbe. Vedno si bom zapomnila njen nasvet, naj bom dobra in prijazna do vseh, ker se dobro vrača z dobrim. Večina mladih vidi svoje vzornike v filmskih igralcih ali tujih glasbenikih, moja vzornica pa je kar moja babi. Ja, to se mi je pa kar malo za en robček, ne, to je pa res luškam povedala. Je pa res povedala, da sva veliko potovali, a ne okrog. In predlagam, da nadaljujemo z lepimi, čustvenimi, iskrenimi besedami in zdaj prisluhnemo profesorici Ani Četkovič-Vodovnik, prijateljici, profesorici pedagogike in psihologije. Naj vam preberem moje pismo. Kaj reči o gospe Vlasti Nussdorfer? Zame o Vlasti. Ženska je, prava ženska, ki tudi v uspešno kariero ni izgubila svoje ženskosti. Bolje rečeno, se ji ni odpovedala. Morda jo celo poudarjeno izžreva. Ne poznam jo od malega, kot se reče, sem jo pa, če tudi pozno, tako spoznala, da si predstavljam, kako je tekla njena življenjska pot. In vem, pravih uspehov ne dosežemo zlahka. Pot do njih je polna naporov, tudi neuspehov in neredko bridkosti. A Vlasta je vztrajna in zadoživa. Ne preda se. O tem se boste prepričali, ko boste prebrali knjigo, v katere mozaik pravkar dodajam tudi jaz svoj kamenček. Prijazno me je povabila, naj za to knjigo kaj napišem. Zanjo o njej, ker se ženske pač čutimo, z Vlasto sva se začutili. Začutila sem jo kot posebno žensko, ki ve, kaj hoče, kaj zmore in to naredi. Pika. Njene čudovite lastnosti, kot so discipliniranost, organiziranost in doslednost, pravičnost in poštenost, sočutnost do ljudi, še posebno drugačnih in razne pomoči potrebnih, so legendarne. Označuje jo perfekcionizem, a vendar ni njegova sužnja. To je njen način dela. Takšni ljudje niso prav pogosto posejani, žal pa tega okolica vselej ne prepozna. No, v Vlasti je prepoznala, preveč je štrlila iz povprečja. Spominjam se najnega prvega srečanja v Rogaški Slatini 2003, pred vilo Golf, kjer imava z mojim Vaskom kiparjem apartma. Zalivam rože, ko v črni obleki in z mobilnim telefonom ob ušesu prihiti do vhoda neka gospa
in prijazno pozdravi. Beseda da besedo, obe sva zgovorni, se predstaviva in ugotoviva, da je lastnica apartmaja v Pretičju s pogledom na park. Midva z Vaskom pa domujeva v mansardi. Malo sem se tudi pohvalila, da sem pravkar izdala knjižico Dotiki besed, ki jo darujem UNICEF-u in da jo bom 4. novembra predstavila tudi v Ljubljani, v hotelu Turist. Dvorana je bila na predstavitvi polna in na moje veliko presenečenje zagledam gospod Nussdorfer, ko prihaja s šopkom rumenih vrtnic in sede zadaj, na koncu pa mi šopek podari s prijaznimi besedami. Tega bo kmalu 20 let. Skoraj 20 let druženja z njo, njenim Borutom in mojim Vaskom, 20 let srečevanj, sosedovanj in veliko spominov. Pa najnih ukradenih uric, ko ob mehurčkih penine modro razpredava in po žensko klepetava o vsem, o življenjskih radostih in težavah, o preteklosti, o ciljih. Jaz, ki sem bila že upokojena, le še v svoji službeni preteklosti. Ona pa je bila do letos še polno vpeta v nešteto svojih raznolikih poklicnih in družbeno-humanitarnih vlog, ki so jo pripeljale do varuhinje človekovih pravic. Kot sveža upokojenka pa je postala še pro bono svetovalka na uradu predsednika Republike Slovenije. Povezuje naj tudi Vaskov krilati konj Pegas, spomenik in legenda Rogaške Slatine. Vlasta je v svoji knjigi o znani 100-letni Ani v Pegazovem domu dala naslov Pod krilatim Pegazom, za naslovnico pa izbrala Vaskovega Pegaza. Nova Vlastina knjiga je pred nami, že 11. po vrsti. Ko je slednji na koncu še piko postavila, bo imela spet več časa za druženje. Upam in se veselim. Hvala lepa. Gospa Vlasta, ker je ena od vaših vrlin tudi točnost, zdaj hitim. A to že zvoni nama? Ne, imava še 6 minut časa. Gospa Vlasta mi je rekla, naj ta pogovor traja 1 uro. Zdaj je 1:20 in 54 minut. A zaradi korone tudi mora biti krajši. Lepa misel, ki jo zapišete v knjigi, je tudi ta, da česar niste mogli storiti kot tožilka, ste lahko storili v belem obroču. In del tega obdobja je bil tudi Bojan Kodelja z neodvisen.si, pa predlagam, da prisluhnemo še njegovim mislim. Z gospo Nussdorferjevo se poznava že od leta 2007. Takrat smo zastavili eno tako zelo ambiciozno zgodbo neodvisen.si, s katero smo gostovali v vseh 23 primorskih občinah. V manj kot enemu mesecu smo izpeljali 111 dogodkov, na katerih je bilo približno 15.000 tako mladih kot odraslih posameznikov. No, ta zgodba je potem postala vseslovenski družbeno odgovoren program, neodvisen.si, ki mlade in odrasle ozavešča o različnih pasteh zasvojenosti in je aktivna še danes. Praktično skoraj da ni kraja, kjer ne bi organizirali in speljali najrazličnejše dogodke, predavanja, srečanja in skupno jih prešteli pa tokrat že več kot 1400. Problematika zasvojenosti nam zaradi vseh teh prehojenih kilometrov in zaradi aktivnega in vsakodnevnega sodelovanja z najrazličnejšimi strokovnjaki res ni tuja. In zato lahko tudi iz tega naslova mirno zatrdim, da je gospa Nussdorferjeva zasvojena z delom in z dobroto. Boste kaj povedali v svoj zagovor? Če imava 6 minut, zdaj jih je že manj, dajva pohiteti. Tako, in prisluhnimo še besedam gospe Lijane Kalčina, svetovalke varuha človekovih pravic. Zdaj sva že
pri tem vašem obdobju, ko ste bili varuhinja človekovih pravic, neizmerno dragocena? Zame je Vlasta Nussdorfer predvsem dostojanstvena ženska, častna ženska, z visokimi moralnimi vrlinami, vzbuja spoštovanje in to upravičeno. Predvsem zato, ker dosledno sledi svojemu življenjskemu poslanstvu, to pa je pomagati, hrabriti, svetovati ljudem iz socialnega roba, ljudem s posebnimi potrebami, ljudem, ki so žrtve kaznivih dejanj, otrokom, invalidom, starejšim, je izjemna zagovornica otrokovih pravic in zanje je zelo veliko že storila. Bila je moja šefica 6 let, varuhinja človekovih pravic. Zdi se mi, da sem jo kar dobro spoznala in pri njej predvsem cenila njeno sposobnost postaviti prijetno, ustvarjalno delovno okolje. Znala nas je na poseben način motivirati za delo. Če omenim tudi na ta način, da nam je napisala listke, priložila kakšen bombonček ali pa čokoladico in na listku zapisala, kaj smo dobro pravili, hkrati pa nam je naložila nove naloge in nismo mogli odreči tej njeni prošnji, ker je vse to storila na poseben, zanimiv, simpatičen način. Bila je izjemna tudi v tem, da je prihajala zgodaj zjutraj v službo, odhajala tudi pozno zvečer, znala je v istem dnevu imeti prispevek na neki mednarodni konferenci ali pa na nekem simpoziju ali pa srečanju v Ljubljani, odhiteti še istega dne v Prekmurje in še istega dne oditi na obalo, kjer se je recimo srečala s predstavniki italijanske narodne skupnosti. Naslednjega dne, zjutraj, je bila že z nami na jutranjem srečanju in o vseh teh srečanjih pripovedovala, o problemih, ki jih je slišala, o dogovorih, ki jih je imela, pogovorih in predvsem o problemih ljudi, s katerimi se je pogovarjala. Skratka, le kje, od kod Vlasta jemlje to življenjsko energijo. Ste pa našli Liljano. Že prej, ko sem Bojana poslušala in toliko tistih dogodkov, sem rekla, ja, kako smo zmogli. Potem zdaj poslušam Liljano, ampak vseeno moram tiste bombončke, zdaj to izpade malo ena podkupnina, ne? Si vi mislite. Ampak veste, kako je bilo? To izpade kot srčna pozornost. V nedeljo prihajala in takrat sem imela res prosto, da sem ljudem malo po mizah zložila delo. Potem sem imela pa malček slabo vest proti večeru, sem pa vedno imela kakšno tudi čokolado ali pa kakšne take bombonjerca, pa v izogib temu, ker pravijo, da ima bajadera 200 kalorij, to je grozno. Kaj ena? Sploh, gledajte, o tem ne bi govorila, to je hudo. Jaz bi kar 3 pojedla v hipu, sem jih hitro odnesla tem ljudem, ki sem jih tako bremenila, ne, in sem dala še gor kakšen bombonček. Enkrat pa se je zgodilo, ampak to tudi ni v knjigi, ampak je tudi resnica, da sem pa zvečer bila že tako sesuta, da sem šla po en bombonček nazaj. In sem ga tudi pojedla, veste, ker mi je tudi podal spet energijo, ampak potem v ponedeljek sem prišla pa tako zgodaj, da sem nadomestila. Ja, potem sem bila malček znana res, da sem razdelila to, kar sem dobila, ki je v izogib tudi temu, da bi sama pojedla, ne, si se razume. Ampak ne, to mi je bilo lastno, ja, te čestitke za rojstne dneve vsako nedeljo sem vsem, ki so, pravzaprav sem kar težko čakala na to, da bodo imeli rojstni dan, sem imela za cel tisti teden napisano. Ne vem, tam enkrat maja jih je imeli skoraj vsi, sem kar gledala.
Se kar iztrošiš. Vsakmu sem ročno napisala, sem postala pol ambasadorka pisanja z roko, celo ne zastonj, ampak niso vedeli, da pišem toliko, ne. Vsakmu na roko čestitko in potem sem tudi kaj priložila. In to me je veselilo. In če delaš rad in ti je v veselje, pol ni težko, ne. Ja, ena od ganljivih zgodb, če zelo na hitro povem, je tudi ta, da ste kot majhna deklica radi občudovali izložbe, pa ne zato, da bi gledali, kaj boste kupili sebi, pač pa je gospa Vlasta že kot majhna deklica gledala, kaj bi lahko komu podarila. In zdaj še eno drobno darilo misli za vas, in sicer dr. Zvezdan Pirtovšek. Z Vlasto Nussdorfer sva si prvič v roko segla pred nemalo leti. Spominjam se, to je bil topel in čvrst stisk, nekaj zavezujočega, skoraj konspirativnega je bilo v njem. Takrat sva, zdravnik in varuhinja človekovih pravic, zastala ob usodi tistih, ki jih pestijo težke in napredujoče možganske bolezni. In sledila so številna srečanja, pobude in akcije, ki so kot znamenja o poti skušala sooblikovati bolj prijazno usodo starejšim, pa bolnikom z demenco, pa tistim s parkinsonizmom, ki so poskušala sooblikovati slovensko medicino v bolj pravičnih pravnih in humanističnih okvirih, ki so poskušala razpirati dileme in razmišljanja ob iztekanju človeškega življenja. Ko se spominjam teh pogovorov, pobud in akcij, mi kot znamenja ob tej poti, ki se jih je Vlasta Nussdorfer posebej značilno dotaknila, ostajajo predvsem njen skoraj uporniški optimizem v iskanju rešitev. Vedno je opazila luč na koncu tunela. Ostaja mi njena izjemna intelektualna in humanistična širina, veliko znanje, a tudi otroška radovednost. Vse to, kar družba in tudi moja stroka medicina potrebuje danes veliko bolj kot včeraj. Ko dr. Pirtovšek govori o teh zadevah, ki so težke, ne, demenca, kar misliš, da je malo lažje vse to, tako pomirjujoče pove, tako lepo, res, to je pa lepo sodelovanje. Tako kot vi pišete v knjigi, pomirjujoče, lepo, navdihujoče, navdušujoče. Gospa Vlasta, vi res ne marate zamujati, zato vas zdaj vabim k zaključnim besedam. A tako, kot na tožilstvo, sodišče, kot na sodišču imaš neko zaključno besedo. Samo da ne boste potem koga kam. Jaz vem, da smo že presegli čas, to bi že vse zvonilo. Jaz vas vabim k branju. Zahvalila bi se zelo rada beletrini Miti Čandru, pravzaprav, da sva srečno sedela skupaj tistega 3. decembra, kaj bi bilo, če ne bi, kdaj bi se to zgodilo, če bi se, in da mi je tako velikodušno ponudil, mogoče pa ni vedel, da bom takoj zagrabila. Jaz sem pa kar rekla, on je rekel, a bi napisali, še preden je končal, sem rekla z veseljem. No in res sem to izpolnila, hvala zlatim dekletom, kot sem povedala v beletrini. Veliko dela so imele z menoj, tako da te hvaležnosti pravzaprav na koncu sem namenila mnogim zahvale. Če sem koga pozabila, se res opravičujem, toliko imam ljudi okrog sebe, da včasih nehote tudi šla sem po abecedi, pa se zahvaljevala, pa po obdobjih še veliko več je ljudi, tudi vam, Bernarda, ko sem zvedela, da boste vi vodili, sem bila neizmerno vesela. Zdelo se mi je, da je to že pol uspeha, da pravzaprav Bernarda tako lepo pove. Saj sem pričakovala tudi kaj, da bo kakšen pa kaj slabega povedal, a to pa niste našli ali niste iskali. Gospa Vlasta Nussdorfer, kako bi kdo kaj slabega o vas povedal? No, glejte. Hvala lepa. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, gospa Vlasta Nussdorfer je znana po natančnosti, organiziranosti, po tem, da vse do po tankosti pripravi tudi scenarij nocojšnjega večera, nečesa pa ne veste.
Z neizmerno veliko hvaležnostjo, veseljem in spoštovanjem na oder vabimo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Od tega pa nisem vedela. Če bi me obsodili na smrt, bi si želel, da me s tem seznani Vlasta Nussdorfer. Ona bi to povedala tako lepo, prijazno, z dobroto, da bi bil srečen, da me je to doletelo. Rad bi se tudi zahvalil zlatim dekletom iz Beletrine, ki so ti obljubili Galusovo dvorano. Upam, da ti naslednjič ne bodo stožic, ker je že hladno. In tretjič, verjetno mislite, da je to izraz hvaležnosti, ker je napisala knjigo, ker ni zadnja, bomo to še privarčevali. To je zato, ker je imela Vlasta včeraj rojstni dan in vsi želimo vse najboljše. Ja, nimam besed. Nimam besed, pravijo, da jih imam vedno, ampak tokrat sem pa ostala tudi jaz brez besed. Šopek je prelep, besede pa take, da jih ne pričakuješ. Res pa so kakšne zgodbice tudi take, da je kdo rekel, kar vi povejte, kakšno kazen hočete, preberite. Samo vseeno nikoli ne na smrt. In naš predsednik si zasluži lepo življenje. Želim mu vse dobro, ponosna sem, da sem tam, kjer sem. Trenutno o tem tudi pišem v knjigi. Vidite, v življenju se ti zgodi tudi veliko lepega. In tudi ta dogodek, ta zaključek je neizmerno lep. Res. Hvala še enkrat. Hvala, da ste bili z nami, bodimo torej lepo in ostanimo zdravi. Hvala še enkrat vsem. Beletrina, v živo.